Spoštovane in dragi kinodvorjanke in kinodvorjani, v duhu tega kina, tega kina in v duhu teh dogodkov, na katerih nas Kinodvor letos vabi, ko praznuje 90-letnico tega čudovitega kina. Jaz tole druženje današnjo poimenovala Kinostalgija, ker je bil lepo naiven ta svet pred 60 leti. Se nas je kljub tej naivnosti dotaknil v njih stvari zelo globoko. Neverjetno, s kakšno briljanco je Weiler posnel ta film od tistega prvega kadra, tistega velikega napisa, dvometrskega, da je ta princesa na obisku na turneji, od tistega prvega kadra, ko nam hitro nas v tisto situacijo postavi in potem lepo plete gradito zgodbo do zadnjega tega kadra, v katerem ima celo Gregory Peck malo solzne oči. Tako, malo smo iz tega filma dolgo nisem videla, predvsem na tem velikem platnu in sem uživala. Upam, da vi tudi. In da sem rekla, da bo to Kinostalgija zato, ker je tukaj z nami gospod Franc Milošič, ki ga najbrž nostalgija preblavi vsakič, kadar vstopi v to poslopje, ker je tukaj je bila njegova poklicna pot tekla. No, in z nami je pa tudi Klemen Žun, ki najbrž še ne ve čisto dobro, kaj je to nostalgija, ampak se mi zdi, da živi tako, da si ustvarja zalogo. Tudi v tem filmskem smislu, ker je filmoljubec, da ostanemo pri tem besedotvorju in ker veliko ve o tem, kako je to greva v kino, kako je to potekalo v mnogih časih. Namreč ta način, kako se hodi v kino, je pravzaprav izraz duha časa. In mislim, da je bilo to lepo o tem se pogovarjati. Gospod Milošič, kdaj ste vi videli ta film in kje so ga vrteli? Kako je to bilo? Takrat, ko se je pojavil ljubljanski kinotograf, so me še nekaj resne take filme gleda. Premiera je doživel v Kinonijo leta 1955, kot je Klemena zatrnil, pa je januarja 1955. Ampak se ga spomnim, da je prinesel našem Oršanskem kinu Triglav igral v oktobru mesecu 1955 leta zelo uspešno 4 dni, 40 ga je gledalo, ki je pole na listjak, lahko povem. Gledalcev na 12 predstavah. Ker rešim to ste ga gledali dolg skoraj 2 ure, 2 minute manj v originalu, jaz so morali biti predstaviti 4, 7, pol 9. Ampak jaz se spomnim, da takrat, ko sem še filtrov, okoli kina Triglav prospekte, in se, ko sem videl, prospekte niso mogli pride, zato ko so razgrabili to stvar, in se je sploh na oko, dokaj se prišel. No, ta film sicer vsem voljem odgovoral, in sem začel delati po času kinotograf, ki se mi več pojavil, da mi še več kupil. Takrat v prvi licenci ga je kupila Morava, film iz Beograda. Morala bi ga tudi razdeljevati, istočasno je razstalo dan distribucija besnega iz nekajnega podjetja za izposlovanje filmov, vendar slovenske kopije Besna ni dobila, je to Morava sama razdeljevala. Je šlo pri tem razdeljevanju, je to šlo za tak zaslužek, da se nekako konkurenco na tem podjetji? Ali kučiški ključ? Veste, kaj je bilo? V letu 1953 se je organizirala distribucijska mreža.
Prej je na celem področju Jugoslavije delovalo podjetje, državno filmsko podjetje, in to državno filmsko podjetje je počasno izgubljalo glavno besedo, ker se je hkrati ustanovila Jugoslavija kot generalni uvoznik. Potem so pa vse ti podjetje za nadaljevanje filmov začela razmišljati tudi za svojo republiko, za svoje področje, delali samostojno. Zato so se potem ta podjetja počasi preimenovala v distribucije. Tako je recimo v Zagrebu nastala Croatia Film, v Sarajevu Kinman Sarajevo, v Beogradu Morava Film, v Makedoniji, mislim v Skopju pa Makedonija Film. Večin problem je bil za Slovenijo, ki se nekaj časa niso mogli meni kajti, vendar je takrat direktor podjetja za razdelovanje filma Šuštešič je dal, ker je pač v tistem času uspela slovenska vesna, predlog, da se podjetje premenujejo vesna film. Če vas lahko ta hit prekinem, vesna, ne, pa kar je film, so ene paralele, če drugega ne, je tista Rutka, ki jo nosi voditelj Vesti, naša Vesna Gabrielčič. Vidite tudi ta duh časa, ne, se Vesna je nadarjena, pravzaprav nam takrat redka počinka se, ne? Eno leto kasneje. Eno leto kasneje, no, to je, ne, da smo priložili. Klemen, kako se pa vas ta film dotaknil, kje se ga vi prvič videli, a se ga sploh kdaj v kinu videli? V kinu ne. Franci ima tukaj dokazni material. Jaz sem že iz te dobe, ki si je ta film te prvič pogledali na tem formatu, ne. To je preko DVD-ja. Potem je bila pa moja naloga kot nek zbiralec vsega tega gradiva. Sem takoj dobil asociacijo, ko sem zvedel, kateri film je danes, da raziščem, kakšna je bila zgodovina tega kina in bi vam je zdaj na hitro tudi predstavil. Danes je bilo zame prvič doživetje v sami kinodvorani. Film se je večkrat odvrtel v kinoteki. Premierno je pa doživel svojo premiero v Kino Union in sicer 2-3 leta potem, ko je film štartal v Ameriki, leta 53 januarja meseca v Kino Union. To sem uspel ugotoviti preko dnevnih spovedov. Zdaj film so že preko revije Film, ki je bila takrat v lasti Vesne distribucije, najavljen kot Rimske počitnice. Prvi članek se ga že v 53-54 leto. Zdaj tukaj na moji desni strani imate primer, kakšne so bile publikacije. Takrat v glavnem gre za članke iz revije Film, iz revije Tovariš, iz revije Tedenska tribuna, potem je bil pogosta publikacija, je bil tudi Filmski vestnik. Tule, na primer, je že najava filma kot dobitnika Oskarja, dobil je 3 Oskarje, potlej Audrey Hepburn je bilo v tistem času sila popularna, tako da je mnogo teh spremnih člankov, enega in drugega. Zdaj, kako je film prišel k nam, v letu 55 so že najavljali, vendar v tej najavi ga ni več. Franci je omenjal, da se je takrat distribucija podjetje za razdeljevanje film, preimenovana v Vesna Film, se je že specializirala za svoje naslove, se pravi, ni več dobivala preko krovne distribucije vse filme kot vsaka druga republiška distribucija. In za leto 55 je to pomenil, da je bilo treba že imeti neko programsko schemo, s katero so v ljubljanske kinematografe podajali filme vseh distribucij. Zdaj Morava, ki je ta film takrat dobila, v tej najavi ni. Tukaj imamo pa primer, na kakšen način je Morava promovirala ta film. Gregorij Pek, razglednica, te so silo popularne v tistem času. Meni kot raziskovalcu je zanimivo to obdobje predvsem iz tega, ker je imel film materijo. Se pravi, če danes govorimo o nekih iPadih, o računalniških diskih, o digitalni projekciji, je za obiskovalce kinematografov takrat film pomenil nekaj, kar so lahko držali v rokah. Ali je to razglednica, ali so bili to albumi z sličicami teh igralcev, ali so bili to lobbykarci, v glavnem film, tudi sam film je bil materija, kot vemo na filmskem traku. Tako da tukaj je še primer takšnih razglednic.
tisti, ki je bil najbolj zagret, je dobil tudi kakšne podpisane razglednice. To je primer filmskega plakata za ta film. Tukaj se recimo že vidi ena od stvari, ki je bila za tisti čas zanimiva, to je to, da so bili napisi tudi v srbo-hrvaščini, da je celo v cirilici, če pač ni bilo v latinici plakata na voljo, ne. Potem je primer Lobikarca, kot je visel v vitrinah od ljubljanskih kinematografov, pa tudi primer samega letaka. Zdaj mnogi med nami se še spomnite, kakšni so bili letaki v 50-ih, 60-ih, pa nekje tudi še v 70-ih letih. Zbira se jih je napolno, marsikakšen je spal tudi z njimi, jih je pod polšto razkrival, ne. Vesna je bila čudovite, vštevilčene plakate in vsak film, ki je zajadral v ljubljanske kinodvorane, je bil pospremljen s takšnim letakom. Ta letak je sicer v cirilici, to je eden prvih od Morave filma, to je še druga stran. Potem pa najava v Filmskem vestniku, pa najava v reviji Film. Tle bi mogoče kot zanimivost poudaril samo to, da je tukaj v enem stavku je napisano, vsekakor je bila to zelo dobra reklama za film, ki pa je tudi brez tega svojevrstna umetnina. No, če pogledamo drug komentar pri tem filmu, piše pa, mirno lahko trdimo, da ima ta film s pravo umetnostjo le malo zvezde. Se pravi, lahko vidite, kako so se ta mnenja kresala ob samem filmu, ko je film štartal. No, potem sem pobrskal, kako je film jadral po Ljubljani, kot premierna predstava je bila v Kino Union, takrat najavljen kot Praznik v Rimu. Francija sem danes vprašal, kaj je to pomenil Praznik v Rimu, zakaj ne rimske počitnice. Pravi, da je bil to naslov, ki ga je uporabljala Morava in je v bistvu tudi pravilen naslov, ker je konec koncev le za en večer in en cel dan, ne. Je pa neko počitniško dogajanje. Tako da to je bil naslov, ki so ga uporabljali v Jugoslaviji. Ta naslov je zdržal v časopisu približno en teden, potem je bil oglaševan film kot rimske počitnice, ne. Se pravi, spuščen je bil preko distribucije Morava pod njihovim naslovom, potem je pa ta naslov prejadral v ta, ki je bil uveljavljen in že najavljen iz strani Vesna Film, ki si je ta film obetala že leta poprej. Klemen, kako ste pa vi, kaj ste odkrili pri tem raziskovanju in pripravljanju tega zemljevida? Kaj ste odkrili taska, ker je vas presenetilo, vas kot mladega človeka, ste pač odkrivali neznane stvari? Tako, veliko stvari. Naprimer, v neposredni bližini Kinodvora, lahko rečemo, da je to lokacija v Sloveniji, ki je imela največ skoncentriranih kinoprizorišč. Se pravi, da lahko v Rabiju tele točke, kot smo danes, najdemo približno 7-8 kinoprizorišč. Starejši se boste verjetno spomnili tudi letnega kina JLA, potem dvorana, ki je bila v neposredni bližini, potem je bila 50 metrov stran v to smer, je bila predvajalnica od Vesne Film, Kino Kompas, potem je bilo nekoliko nižje v nekdanjem hotelu Ilirija, je bilo prvotno kinoprizorišče od Davorina Rovška, potem vemo, da je bilo tukaj le čez, kot je zdaj zavarovalnica Triglav, so bile v 60-ih tudi predstave. Vis-a-vis te zgradbe je bil dom železničarjev, kot so v Ljubljani prikazovali prvi 3D film. Tako da po eni strani mi je zanimiv, da je ta točka, ki danes še živi, poudarja to prehodnost, ki so vse te kinoprizorišča oziroma kinematografi tudi izrabljali. To je ena od teh zanimivosti, potem recimo čisto statistične zanimivosti. Kino Union, kot je bila tudi premiera tega filma, je imel v 60-ih letih vsako leto milijon obiskovalcev in več. Ne? To je številka, o kateri lahko zdaj največji prikazovalci v Sloveniji samo sanje. Ne? Potem je recimo prizorišče gospodarsko razstavišče, vsi vemo, ki je Hala A, ta se je dvakrat uporabljala tudi za predvajanje filmskih predstav. Gre za največjo pokrito kinoprizorišče v Sloveniji s preko 1700 sedeži. Potem je mogoče druga stvar, še iz malo daljše preteklosti. V 30-ih letih, v koncu 20-ih, pa tekom 30-ih, je na Zavetiški ulici na Viču deloval Kino Vič. Se pravi, ne na tej lokaciji, kot ga večina pri nas še pozna. Zdaj ta lokacija je imela neko zanimivost in sicer, da je bilo projekcija izza platna, ker niso mogli pogledati kabine na sami galeriji,
so se potem znašli in so na zunanji strani za odrom dogradili hiško in skozi njo prikazovali potem na samo platno. To je seveda funkcioniralo še v času, ko ni bilo podnapisov in ni bil zvočnih. Kako je pa to tehnično, ta projekcija izza platna? Bi se na to tudi spoznala? Veste, jaz sem nekaj časa bil v dilemi, da naš nekdanji kino podjeljal, kasnejši kino Triglav. Res mi je imel tudi take projekcije, kot je on omenil, da ta Kinovič pa je imel. No, ampak to je strašno dolga zgodovina, ker nekdanji kino podjeljal, bivši Salezijanski dom, je namreč bil po Salezijancih, ki so to stavbo kupili, dogrejeno kraja, naredili so veliko dvorano, ki pa ni imela drugega kot samo balkon. Pač pa je imela grozovito velik oder, za katerega tudi Kino Triglav se niso lepo, ker je bila dvorana leta 1948, ki je bila predelana, prezidana, in jaz tega nisem vedel. Potem pa, ko so prišli razbijati Kino Triglav, preden so ga obnovili, ko ga je kino podjetje pridobilo, smo se z enimi parimi ljudmi, ki so v tisti razbiti dvorani ljudmi, začeli prerekati. In me je ena poučil, pa je kot Franci velik veš, ampak se ga pa vendar ne. Ti si prišel na svet 14. oktobra 1941, ta hodič je bil pa zgrajen leta 30. Nekaj ti povem. Se je kot ti, jaz te lahko govarjam, no to ne bo državnosti kolej, ker je pišne proče smo zaprli oziroma Berganka kina pozirala se vidijo kabine, ko je bila. Prav, že drži, ampak to je bilo narejeno še leta 1944, tik preden so to spazili oni, ampak prej je bila ta kabina ozdravej za platnom in so projecirali skozi po posebnem postopku na platan, seveda njeni prime, pa tiste, ki niso imeli špice, ker je bila to slika obrnjena. Ampak to so nehali, ker enkrat radil požar, s filmonijo, in so morali to pol premisliti, kam bi postavili novo kabino za da počekalnico. Tisti postanek se pa še poznam, je pa Perlov zale, to je bilo prezident, tam je bila pa kasneje bilo športni duš poslovalstva čivnice, pa tako naprej, pa me je pokazal. Vidiš, tukaj se pozna, tudi še takrat, ki je bolelo, to ni zapisal. Vse kot je pa tiho. V tej projekciji od zadaj je levo desno zamenjano, vsi napisi in tako naprej, ampak ta želja po videti nove stvari bila tako močna, da je, kako bi rekla, standardi so bili malo nižji, ne, za to predvajanje. Vi ste bili v kinodvoru kot kinosloga, ne? Ja. Takrat ste pravzaprav začeli, ni bil več dvor, ne? Kakšni filme so pa takrat v slogi vrteli? Ja, takrat sem začel... Vi ste pa velik tega doživeli. Takrat sem začel v kinodvor delati, kot kinooperater, to je bilo v poznih 70-ih letih. Takrat sem Kino Triglav pridružil komplanskim kinofotografom, sem tudi pa tam gledal šel v dvor, ker sem delal v vseh kinofotografih, v kinooperaterskih sem imel. In naš tehnični direktor Franc Dolenc je rekel, Franci, ta del tukaj, tukaj in tam, ampak poleg moje službe sem dopoldne delal v reklami, sem tudi še to počel. No in recimo bil je pač enkrat en primer, takrat že ni več kinosloga, tako šla, kot bi mogla iti, preden je bila podelana. In je naš programski vodja Milan Linič uvedel videoprojekcije v slogi. Kakšne videoprojekcije? Z kakšnega? Preko topa. Iz videokasete. On je tudi dobil danskega, ali pa odhodar gore, ali pa je imel, ki mu je vse to sem prekomadiral, potem je dal pa tu preles, pa podesli in je preko videotopa in večo pa v kabini razen direktno direktor še ta videorekorder, preko katerega smo predvajali na platno. Sam vam rečem, da tisto je bila kriminalna stvar, ker na platni praktično ne smeli tega vedna slikca.
zato je pa tudi počasi začelo to ukašljati. No in kad sem jaz prišel, dvakrat, trikrat to predvajati, še koč videl, je enkrat sred zadnje predstave ob velikih večer videl rekoče crkno. Nikaj več naprej. Sicer je bilo 15-20 ljudi, pa jaz sem šel po Polano, na odr, ko sem povedal, veste, to je bilo na boljši več naprej, ker se je pač nekaj zatekilo. Več hudega je veliko, zadovolj smo mogla so stalo poposke sledi. To se pa vsi smejali, moja pa je rekel, a mama gledam živitke še ostala, se lahko podpremo, si rekel, ja, pa ti šljuri, pa tu nekaj naše gostilne izstopite, pa se podprite, ampak ne na kino rekel, ne dam. In to je bil pa šest, to je tudi indiciril, je rekel, Franci se nič vkati, so tako zelo, ker bomo dobili tole stavbo, kar zaseda Kino Sloga, Kino Last, bomo kupili od železnice. Prav pa, ko bomo to obnovljeno, boš pa večkrat špilo, se je sam, če smo ljubili, še kdo gor prije, prav zakaj? Se je kolej, parkrat sem špilo gor, v kabini, to je čisto drugače v kabini. To je pa čisto oska kabinca, ko sta kone dva projektorja noter bila, vse nismo v kamu makali, zraven projektorja, tudi sem ga samo prijel na mizo in sem mogel takrat, ko si pač zamenil filmska dragova, si mogel prijeti tudi eno pa paziti, kaj se na projektorju dogajalo. Ker je bil pa vmes en železen trav, ki je dosiren, da levaš v Bog in drugi smo naredili, in jaz pa ne. Sem pa prijedel projektor, pa se bo kaj skoro. Potem pa je rekel prav, čakaj bomo tole oblekel, se ga papinasto bomo gor, to ne bi pomagalo. So se krasne parka, pa se pa kot treba pomenili. No, so pa leta 79 nekaj tole dobili, ko so predelali, so pa del balkona vzeli, zadnje dve vrste, pa priuredili do hoda gor, ker tule na tistem hodu umstvensteno času hoda na balkon. In tam je bil pa generalni vhod, ampak to so morali biti dileterni, ker Slovak je včasih, takrat sem še zgodnulc, hodil tule gledati kavbojke, pa sem pa nekaj še Peter Pena, pa kaj naprej, kar je pač bilo po moji meri, je bilo ogromno ljudi. Težko si pa šel lukat. Tam neko, kar je podrozito, je včasih stala lesena blagajna pod dvema okoncema za 4 predstave. Jaz sem ti 5, da si 9. In če si hotel tudi do kart videti, je včasih muka ali pa celo tepež. No in... A so te bile terki? Trije na vsak stran, eden pa za glavno vhod. No in... Pa v blagajni? V blagajni so nekaj bili blagajni. Za vsak poklik je posebej. Zlati čas. No, ampak bilo je tako, da se so blagajniček, ker je bilo pogosto spontano, za semenane. En dan je bila ena za dolgo, to se pravi, gdje so hkrati začeli prodajati. Prišle so prva predstava v teh, prišle so v teh, ampak mogoče nekaj prej. No in tiste, ko je prodajala za 7-9, je bila skozi začetka do konca. Tiste, ki je pa prodajala do 3 pa do 5, ki je prodajala na državu. A ste vi to govorite o tem času, pravzaprav so bili tukaj predvajani tako imenovani erotični filmi, iz katerih je tudi slep kino koledar, ki smo ga letos dobili. To o tem času govorite, ne? Ali je naval na kino bil kaj različen ob različnih dneh? Recimo nedelja, nekaj zraven vojaki, jedna kasarna. Ali je bilo tukaj drugač, ste ki to opazili, različna publika, različno? Sem se naklenil, ampak gospod Milošič, mogoče to še to veste. Ja, veste, kako je bilo. To sem še hotel dodati, potem, ko je kino snokal obnoven, ker je še nekaj časa kot obnoven delo po kino, se je pa malce zaobrnilo, tudi po tistih letih, ko sem jaz odšel iz kino podjetja, sem šel namreč na film, sem od leta
85 do 90 naredila, imel delo kot predelovalec filmov, pa kot tehnični pomožnost za prevajalce, hkrati na koncu pa že delal kot distributer, to se pravi, bil sem še predstavništvo za Slovenijo, tako da sem vse to poznal. No in v tistem času se je pa sloga obnovila in so začeli predvajati tudi na širokem planu. Ker je kabina ratala večja, so lahko dali dva nova projektorja, in to sta bila Nivopta, Češka, zelo dobra, sem najmo 6-7 let predvajal. No in iz temi projektorji se je dalo dobiti, kar si hotel, ker se je pač tehnika bila v redu. Samo Oska kinodvorana, kakršna je gor, ni dovoljevala pravega cinemaskopa. Vision, to se pravi maličjo sliko, kot je standard, si lahko spravimo, da se ga korektno, z korekturo standard pa lahko imel polno sliko. Za cinemaskop smo imeli pa posebne optike, ki se tako stisnila in skrajšala, tako da smo na ta platne, kot je približno do nas, vrhna polovica lahko cinemaskop predvajali. No in zato se je recimo vstebilo v takratno kinosloga še nekaj dobrih erotičnih filmov na cinemaskopu. Med njimi je bil tudi Cesarstvo čuti, ki je bil zelo strašno veliko obiskan. Ljudje so hodili s potrtimi glavami ven, ker niso razumeli. Čeprav je na začetku filma jasno napisano, da je to poresnično ljubovno nekaj, ki so bili 139, da se lahko prekarka dogajalo. No in jaz kot rekomer sem to negodil, takrat nisem veliko predvajal, in smo včasih gledali ljudi, ki hodijo ven s potrtimi glavami, ženske so se čudno vedle, tako naprej. No in tu pa dan je kakšen prišel, noter nazaj, blagajni, posluške, kje ste pa vi programu. Isto je na blagajniček rekla, ne imamo na programu, ne kaj. Prav že, ampak tako odkrika, pametnega, pa v srce si ga nažgal včima, pa čeprav je napiti zelo tiko pa švice. Pa še enkrat pa šel. No in ko smo to slišali, je bila, kak sem se enkrat terminu, ker je to čuženo prišel, blagajni rekel, a so se kaj naučil. Prav ne bom ga rezala. Pa sem takrat nagasnil, da špejalčiš, reakcija je bila prava. Videl je, kaj se lahko dogaja, da se v svetu lahko dogodijo take stvari, ki niso normalne. No in potem je bilo takrat pa življenje, da če je bilo, se je bilo na desni, so pa predvajali Strasti, to je bil najbolj obiskan erotičen film v kinosloga takrat še. Potem sem se pa nekje okrog leta 85 vrnil nazaj v kinopodjetje, ker so me hoteli imeti. In sem velikokrat tudi v tej dvorani še prije sem leta 83, prije sem 83 ratov tukaj upravil, sem še včasih tu pa tam prišel predvajati in sem pa vesel, da tiska hodiču pa drugo ni več, da se je dalo normalno delati, lepo je bila klimatizirana kot cela dvorana in občutek tudi očitno drugačen. Zdaj, potem se je pa mečkan stvar zaobrnila, tudi s tem filmom, ko so v slogi začeli biti dolg časa, se je iztekel njihov čas, je bilo treba pogledati, kaj se dogajalo v kinosloga na program. Seveda ni nič takrat zgubo, ker ni več iz cenzuro prišel na jasno, kaj delati imel, so pa lepo slogo življeno. Še enkrat zapravil in jo deloma privedil, pa spet na novo naredil in tako sem leta 83 prišel po 2 letih, ki je bila odprta po zapuščeno dvorano. Kakšen občutek? Veste, kako je to bilo? Prav pa upravnika ne bilo. Menjali so se kar naprej, 3-4 naredil, nekaj ni tukaj zdržal, zakaj. Tole noter je bil namreč vdihe, so bili žnaškega tipa. In ta žnaški diše je zahteval svojo klientelo tukaj,
kar pa obiskovalcem v kinu ni bilo všeč. Prej je pogosto prišlo do razgrajanja, še zelo so se sklepali. Napil so se posebej morali po ljubljenju 90, ker smo se osamosvojili, je ta, bom rekel po domače, južnjaški folk tu zadnja zaključišče. In ko sem nas leta 83 sem kaj prišel, 2. oktobra, jaz sem mislil, da sem prišel v biznisu. Tu je bilo stoljeno, knjiga so plačale, tjape so se zjali. Slišal da sem en teden nekaj gledal, potem pa se je kot treba izgledati po koncu. Bi se recimo lahko citiram upravnika Jozeta Ložarja, ki je že kako upokojil Olivo in tako rebuko izbihajem, da se ga mamanka preklepil, da je ko mi domov šel. Jaz sem pa to drugače. Jaz sem pa nisem hotel z njim kregati, in ko sem jaz to malo pogručil, kaj zdaj ne klientiral sem hod, sem jaz tam napravljal, ko sem šel v kabino gor, ko je pišezne, pa kaj gledal, kaj se dogaja. To sem pač preprosto rekel s tem, mora biti enkrat konc. In so se poleg se premizili na tej strani en dan pošteno zgrada in je bilo noč, da so ga začeli. Jaz pa tam, ga za roko zagrabo se rekel, pa što se ti biješ? Zdaj imaš toliko para, da si ima plačaš piče. Nemam, izrazil sem bil. Nemam, bitje bez piča. Se kar hitro prijetno. Ja, pa mene je rekel ta Jankovič, ko je bil ta lokala, ko ga mu najemo, prav Franci, hočemo to narediti, kot kole je bilo. Jaz sem upravnikina, ki se ne ljubi lokala. Zdaj pa, če hočeš lokalo držati, nared pri svojem, ker dela za šankom, če nam pa posebej tudi lokala začne v to. Tako da ste zdaj se najbolj srečni, ko pridete v tako urejeno okolje. No, in to je potem trajalo, bom rekel, okolje na pol leta, 4 leta, ki je odslov tisto rodero, ki je mogel za šankom pa unga, ki je revolver nosil, pa sem, da bi bil tudi zahod, in bil pa mir. Potem je prišel pa iz šolan, sicer znak, kenar, ki je bil pa duša. No in s tem se je dalo vse zbiti. Pa smo poletne reči. In kina je začel počas pridobivati gledalce. Zmeraj da je bilo. In moje, nek se je bil v bolj lahko povem še dve zanimivosti. Mogoče še eno vprašamo med tem, kaj ste vi opazili, kakšne spremembe v gledanju v tej načini hoje v kino. Kaj je drugače od danes? Po vaših, ko ste se pogovarjali recimo s starejšimi obiskovalci? Veliko pojavov je, ki jih danes ne doživimo več. Naprimer, pogosto je tudi v Kinosalonu, v Kinodvor, napis razprodan. Mislim, da bi se vsak prikazovati želel, da bi se tista lučka spet zagorela. Potle iz medijev je večkrat možno prečitati tudi prekupčevalcev vstopnic. To je bil pogost pojav v 60-ih letih, 50-ih. Se pravi, vsak, ki je ostal brez vstopnice, moramo pač vedeti, da je bilo v Ljubljani v najlepših letih tudi 4-5 milijonov obiskovalcev. Zdaj, če jih imamo milijonsko, že veseli. In to je pomenilo, da se je dal vstopnico, če si želel kak film pogledati, kupiti po 2-kratni ceni. In ljudje so na ta način se znašli in je bilo to. Potem v samem programiranju teh kinematografov do leta 1955 se ni nekaj kazala ta potreba programirati kinematografe, da bi bili profilirani, da bi bil nekdo za njimi, ki bi imel politiko, ker so bili pač pogojeni s tem, ker je distribucija resna dejala in jih je klasificirala sama. Od leta 1956 dalje se je pa tudi že pojavil prvi vodja programa, ki je potem profiliral Komuno, ki je profiliral Unijo kot nek premierni kinematograf, ki je otvoril tudi Vič in dajal tja specifične naslove, ki je potem v 60-ih v Šiško dajal akcijske kriminalne naslove.
Tako da takrat je bilo treba zelo pazljivo gledati, kje boš kak film ujel, ker se film ni prikazoval tako, kot naprimer danes, ko se v nekaj tednov, ali pa morda 102-3 mesece, nego si mogel paziti, da si ujel film na tistih 10-14 dneh, ali pa tudi v krajšem obdobju. Tako da to je pomenil za gledalca tistega časa, da je sledil radijski oddaji, pač televizija še ni bila tako prisotna, v dnevnem časopisu je mogel slediti in ujeti. V časopisu je večkrat pisal danes zadnjikrat. Za vodjo programa je bila to informacija, da je obisk padel od tistih 40-50% zasedenosti in naslednji dan je dal že drug film, ki jih je imel vsekakor na zalogi. Se pravi, ja. Kar se samega obiska tiče, film brez obiskovalcev ne obstaja. Vsak film je narejen zato, da si ga pogledamo. In obiskovalci so tisti, ki so ukrojili podobo tekom vseh desetletij. Od začetnih, ko so se pač čutili, leta 1896, potujoči kinematografi so bili to, tudi takrat pri nas, že eno leto potem, ko so se vzpostavili po svetu. Približno na lokaciji, tam, če boste šli kdaj v kino Komuna, se mogoče ustavite v tisti pasaži, ki vas pripelje do vhoda, znotraj pasaže. Tam je bil nekoč salon od hotela Primaričev. In to je danes približna lokacija, kot so bili začetni kinopredstave. In te potujoče kinematografe, ne znam si predstavljati, kako je takrat zgledalo, vsekako mimo ali pa z mogoče dodanimi zvočnimi efekti, z pač kakimi zvonci, z platna, pa s prolami. Stojišča seveda, ponekod že središča, potem so bili potujoči kinematografi tudi v Lettermanovem drevoredu, v steklenem salonu od Kazine, dokler se ni začel pač formirati stalno občinstvo z prvimi stalnimi kinematografi. Zdaj, to občinstvo se je počasi snovalo in lahko rečemo, da je naraščalo občinstvo vse tja do sredine oziroma do zaključka 50-ih. Ravno ta film je za samim začetkom tudi namignil, kaj se je zgodilo potlej. Zdaj, tisti, ki je bil pozoren, je videl, da se je platno na začetku današnje projekcije razširilo. Zdaj, marsikakšen od vas se spomni, da je bil nekoč film izključno v takem formatu, se pravi, se je prikazoval v standardu leto 55, se pravi, v letu, ko je ta film tudi januarja prišel k nam, smo pa v Ljubljani dobili tudi prve dve dvorane, ki sta predstavili široko platno, Widescreen v Unionu, Vič v Cinema Spot v Viču. Bom še nekaj povedala v tem filmu, ker ste spet se vrnem k njemu. Ta film, ta verzija, ki smo jo danes gledali, je pravzaprav vsaj v eni stvari drugačna od tiste, namreč napis scenarista Trumbo. Trije scenaristi so napisani in ta tretji scenarist je delal na črno. Se pravi, on je bil eden tistih 10 hollywoodskih filmarjev, ki so bili klicani pred McCarthyjevo komisijo, ki je pač iskala komunistično zaroto med ameriškimi intelektualci in tako naprej. In on se ni odzval temu vabilu, zaradi tega je bil 11 mesecev zaprt, potem je moral emigrirati v Mehiko in je tam še vedno delal in še ne mislim, da leta 76 so to popravili. Zdaj, če pomislimo, da je film dobil Oskarja in tako naprej, kakšna grozna stvar se je zgodila v tem svobodnem svetu. Tako da še postavim eno ogledalo tej ljubkosti in nostalgičnosti in tako naprej, o kateri govorimo. No, pa da bomo tako pravični, v času, ko je pa slovenske počitnice sem prišle, oziroma takrat, ko so nastale, je pa pri nas bila afera s Pesnikom Kozbekom. Tako da stvar malo postavimo v zgodovinski kontekst, da mehnem to rožnato obarvano sliko preteklosti postavimo na realna tla. Gospod Milošič, nekaj ste še hoteli povedati, Ne vem, kje naj začnem, ampak bom tisto nadaljeval, tam pa dvor, pa še nekaj povedal o filmu povedal. V dvoru namreč, potem, ko sem bil tudi upravnik,
je bil včasih iz bitka za program. Naša takratna vodja programa Taja Vidic je bila zelo svojevrsna ženska in svojeglava. In je sedila, ko se film niti ni dobro v kinu prijel, v drug kino, filme zdaj enega za drugega. In tako sem se napakrat odrečetil, da sem dobil pač film, ki je v drugem kinu po goru, hmenil program. Zapomnil sem se, takrat, ko sem začel delati v Rogovorju, sem takrat film imel premieren skupaj s Kino Šiško, Kino Bižika, četrto kopjo sem jaz predvajal Izgubljeni svet, drugi del Ljudskega parka. Ker je bila dvorana zaključena in grda, nihče ni nikoli pognal tistih klimatskih naprav, sem jaz bil namreč pri polni dvorani zvečer ob 9. klimatske naprave vključil in kaj se je zgodilo, samo naravni efekt v dvorani. Začeli so leteti pajčevne po dvorani, ljudje so se začeli leteti tako muhe in potem je bilo to težko ljudje ne izbližiti, seveda sem imel si strapeti zapret, ker je vladi prišel do Nemčesa, koga je bilo narobe in zato sem pa izpodbil Peter prišel še na žilki. Prej smo odprlo se okno, da tiskaj se je bilo pobrat, smo naredila, pa so pa stole prikrila, se rekel, zdaj pa norička veljava, pa mi dva klimo do kraja odprla, povedila, kaj bo. In ne vedeli, kaj smo mi dva polka, smo se tisto vzili tam na tisto kontejnerja zdrav skiza, koliko je bilo treba svinarije. In potem prišel pa še celo gledati, tehnični direktor, takrat in kar sta pa mi nas neko efekte. To smo morali pospraviti, potem pa, ko se je pa to ščistilo, nekaj časa smo imeli še svoje stoklopno, smo mi tudi v dvoru posla, ker me je hodil nagajati tehnični pregledovalec od teh toplarne, sem ga pa enkrat predelo dobil, to mi je hodič, ne morem drugače več, ure zamešaval samo zato, da je prišel tule, pa sem ga čuval opet, pa šel pit hiškem. Sem ga pa enkrat dobil, sem neko pošliš neko včer nazaj, tudi još kaj dobro. Ja, bom se pritožil direktorju, rekel, ti se kar pritožil, hlen, tako reče stopa. In ko smo tisto naredili, je začel Kino dvor funkcionira kot mora. Red je bil tu, red je bil dvoran, ljudje so bili zadovoljni. In začel sem se počasi tudi, ker sem tudi hodil precej po svetu, bil sem veliko v Londonu in sem se tam seznanil z delom tih menedžerjev, ki delajo v kinematografih. In sem se naučil od tega menedžerja, od Kina Odeon v Marlarču, da ima upravnik tudi pravico zbira filmskega programa. In tako sem enkrat tej zaprosil, v Unionu, to mi je upravo. Mi smo namreč iz kina bili jugoslovanski film, oziroma slovenski, takrat bi rekel še, čeprav je bil tisti si že narejen, outsider. Na odličju se ni prijel. Tistih 7,000 obiskovalcev je enem tednu imel, jaz sem ga potrudio tudi. Jaz pa da letim po enem tednu, ko je film naredil 9,000 obiskovalcev, pri naredil, tej mi je hodil ga vzeti v medalju. Tega odvrta, kam že, se je kot tega poslušati, tako da ne bodo prevedeno ostati. Kaj pa ti misliš, jaz imam film že za proste, ko ne dam. Pa me nekaj časa gledala, pa kako ti misliš? Se ko pa prosto filmu ne daš programa, ga dam spakiral, ga kino je odbil. Prav, pa je bila pa slučajna na sodelovka, ki je že pokojna, Sadika je bilo ime, in pa rekla, da je pa pusti Franci, tu naj špida, no, kaj ga pa kar pretestiraš? Sem pa rekel, ja, ljudje vejo kino najmajo. In tako je film ostal, primerno program še 40 dni in je naredil 16,000 obiskovalcev. To je bil en od filmov, za katerega sem se jaz za enega zavzel. Drug je bil Očko v krilu, sem ga trikrat tudi predvajal, pa je v treh predvajanjih bilo okrog 18,000. Zadnji film sem ga pa Struleč videl, preden sem šel v Kino Kompas, takrat sem bil pa že v penzionu, in bil pa, sem ga zvečer dobil, pa sem na tiču nikako ni hotel prijeti. Mogoče so ga vsi dobro spomniti. Nacka, ta angliški film, neki svoje vrste not. In mi ga je hotel po enem tednu vse, pa sem šel hodej. Se hoteja, ta film je, ko vam nare za tvoj? Spomin na nekaj erotiko,
pameten, ljudje pa bolj na hodu nori. So pametni, ne gledati, če paše. Dobra muzika, se je kubo si že, naj tukaj. Veste, jaz sem šel konc meseca oktobra iz dvora v Kompas. Sem šel iz dvora v Kompas in imel 18 gledalcev. Sem jaz že teden dni špilal v Kompasu, še ljudje izmerali teku. In pa ga pa dala nekam drugam, tako da je zaključil 14 gledalcev v dvora. To je pa fenomenalno. Sem rekel, veste takole, ko sem si prime, ni važno, sem pretek sobota ne dela. Važno, kaj bo ne pripravljal sredo, če se takrat konstantno drži obisk, da ne bo padlo. Muzikala še nikam. Boš pa vidi, pa če ti vikend spet dobro dela, pa pojmo naprej. In tako je pa se tega pa dela. To ste vse z izkušnjami to znanje pridobili, pa veliko dobrega naredili za svoje obiskovalce. Ja. Klemen, recite mi, a ste opazili, ne, da so včasih, pred desetletji, ljudje hodili v kino tako, ne da bi pogledali, kaj grejo gledati, ampak kar določen dan ali pa določen čas, kar v kino, da je zdaj veliko bolj profilirana publika, ali je samo moj tak. Jaz mislim, da v Kinodvoru je profilirana publika, ki ve, kaj gre gledati. Situacija v Koloseju je ravno obratna. Veliko ljudi pride tja, gleda v avli, gleda gor po ekranih, se odloča na podlagi tistih velikih plakatov in pol stopi do blagajniškega okna. Zdaj, v nekdanji strukturi ljubljanskih kinematografov je bila situacija vsem bližja temu, kar poznamo tukaj iz Kinodvora, ker ti, če si želel določen film videti, si mogel zbrati pravo lokacijo. Nisi šel v kino Šiška, zato da boš tam gledal, da boš imel izbiro 3 filme, tega pač ni bilo. Ne. Vsaka lokacija je bila povezana z neko programsko politiko in ti si najverjetneje v dnevnem časopisju ali pa po priporočilih prijateljev si šel na določeno lokacijo si pogledati film. Večkrat se pa dogaja to, da si šel na lokacijo samo, ker si v njej imel tisti program, ki je bil tebi blizu. Se pravi, si šel v Šiško, če si želel gledati Bruce Lee filme, ne? In potem ni bilo važno, kater film je, ker si vedel, da bo tam noter neka karate oziroma neka akcija. Tako si šel tudi v slovo, ne zato, da bi vedel, kaj za vraga nek erotični naslov se bo vrtel noter, nego da si videl erotiko. Enak je variant tudi za Komuno, Vič, za Union, tam se je vedel, da so najkvalitetnejši, najbolj obiskani, imenitni naslovi, Oskarjevci in tako naprej. Ne. Tako da neka odločitev iz strani obiskovalca je bila serija že sprejeta v samem štartu. Je šlo pa čisto za drugo strukturo, kot jo pozna današnja mladina, ki ve za koncept multiplexa, ki se tja pripelje za družbo, potem se pregovarjajo med sabo, 2 reče pa ta film, 3 reče drug film in se potem razcepijo in ne doživijo skupinskega ogleda. Ne. Tako da tudi to se dogaja. Ali zdaj lahko še poveste malo v zvezi s kinozemljevidom te dogodke, oziroma kako se bo to še... Kako se bo naprej odvijali? Ja. En dogodek je bil že tako, kot je Nina tudi povedala, pred 2 tednoma, tako, Grand Hotel Union. Mislim, da je dogodek čudovito uspel in to je najlepši poklon, ki ga lahko v sklopu kinozemljevida tudi povemo. Kino Union kot vemo najimenitnejša lokacija z veliko zgodovine. Zdaj naslednji tak dogodek sem danes dobil namig, bo v kinu Šiška, torej v mesecu maja, mislim, da je 8. maja, tako. Tam bo pač poklon z filmom od Elvisa Preslija, Girls Can't Help It. Tako da tisti mislim, da bo tudi super. Kot vemo, je bil kino Šiška ta zadnji tak, kaj bi rekel, gigantski kino, odprt leta 62, se pravi, ima že dobrih svojih 50 let za seboj. Kino Šiška, lahko povemo, je bil unikaten produkt iz zlate dobe kinematografov. Takrat je Ljubljana norela za obiskom in idej, da bi odprl gigantski kinematograf, jih je bilo vse polno. Na Trgu revolucije, tudi tule za Palačo Gradis, ampak edini tak, za katerega lahko rečemo, da je bil v tistem času zlatih kinematografov odprt tako na megalomanski način, je bil kino Šiška. S Franci s svojimi 800 sedeži, približno, ne? Ja, 800 sedeži.
Tako, no, Kino Šiška je pod tem imenom deloval do zaprtja, do 2001, zdaj pa pač živi z občasnimi predstavami naprej. Potlej pa ne vem, če smem najaviti še kakšno drugo lokacijo. V sklopu filmskega dogajanja, ki je deloval med Prvo svetovno vojno in sicer v nekdanjem deželnem gledališču, to je zdajšnji SNG Balet in Opera, sta delovala dva kinematografa in sicer kot Kino Metropol in Kino Central. Približno med leti 14 in med leti 18. Zdaj oba ta kinematografa bomo v letošnjem letu tudi počastili s posebno projekcijo v sami zgradbi od Opere. Tako da to je to, kar je zaenkrat. A sem jaz prvo slišala, da je bilo 90 lokacij? Ja, lokacij je bilo bistveno več. Še več? Zdaj, če bi imeli... Zdaj, v kinozemljevidu jih bo obdelanih približno 75. Zdaj, katere bojo obdelane, katere ne bojo, je vsaki stvar diskusije. Ampak iz strani raziskovalca je vselej problem ta, da imam podatek, da je nekje nekoč nekaj bilo, nažalost pa nimam dovolj potrditev ali pa neke te so zgodbe, da bi lahko te lokacije kaj več napisal. To sicer bo rešeno v uvodniku, da bo večina teh lokacij tudi omenjenih, ampak ja, tekom 120-letne zgodovine ljubljanskih kinoprizorišč, zdaj besedo prizorišča uporabljamo iz posebnega namena, ker govorimo tudi o drugih lokacijah, ki niso izključno kinematografi z pač javne filmske predstave, ampak govorimo tudi o prizoriščih, kot naprimer predvajalnica distributerskega podjetja, ki pač ni bila nikoli mišljena, da imajo javne projekcije, potem pa tudi različni drugi zaprti tipi kinematografov ali pa smo občasne projekcije, ki pač ne šteje kot kinematograf za neko stalnostjo. Ja, v teh 120 letih od začetnih pa pač do zadnjih točk lahko rečemo, da je bilo preko 100 različnih prizorišč samo znotraj ljubljanske obvoznice. Zdaj, na začetku sem tudi povedal, večina je bila skoncentrirana tule, v neposredni bližini Kinotvora. Potlej v sami občini center, segale so pa tudi recimo proti obvoznici v severozahodni smeri, kot je zdaj šla ta frizerska šola oziroma srednja strojna, kovinarska, šola Litostroj, nasledov verjetno tudi pozna Kino Litostroj, potlej v južno smer Kinovič, Kino Šiška, na vse zadnje tudi proti severu Bežigrajski društveni dom, proti vzhodu, recimo kot en tak mejni kino, ali v obvoznico tudi Kino Hrušica, pa vmes še vse ostale lokacije. Delovali so tekom različnih let. Zdaj upam, da bo ta publikacija obenem tudi poklon za vse te lokacije. Kot vemo, se v letošnjem letu filmski trak umika. Se pravi nekaj, kar je za 120 let predstavljalo standard prikazovanja, v letošnjem letu ne bo več. Zadnje kopije na filmskem traku dobivamo v Kolosej, kot ta zadnji tisti kino, za katerega se še splača finančno investirati v izdelavo filmskih kopij. V letošnjem letu bo Kolosej digitiziran, kar pomeni, da bomo vrteli izključno filme in gledali preko digitalnega medija. To pa obenem pomeni, nažalost, tudi slabo novico za veliko prizorišč po Sloveniji. Zdaj iz zlate dobe vemo, da je bilo približno 260 lokacij, to je bilo, mislim, da leta 60-61 v Sloveniji, ko je bilo največ teh aktivnih kinematografov. Kot vemo, je televizija in potem video in zdaj tudi internet, ne samo razpolovo, ampak z desetkam vse te lokacije. Nažalost bo sama tehnologija ponesla tudi ta negativen učinek, kar pomeni, da bojo številni te manjši kinematografi z uvedbo digitalnega filma, digitalne projekcije, mogli zapreti vrata, ker pač tega finančnega vložka v prenovo svoje projekcijske opreme ne bojo zmogli. Gospod Milošič, kako ste pa vi doživeli konec filma, ko niste več mogli filma prokazeti, pogledati proti svetlovi? Veste, ko sem mogel strgati? Na vso srečo sem ves čas delal s filmom. Nikdar nisem stopil za digitalni projektor
Razen tu je za tisti čas video rekorder, to je vse, kar je bilo novitete tukaj, drugače sem vedel, delal sem uspinil. In živel sem z njim, ker to je bil zame svojstven svet. Tisto, kar se ti imel na traku posneto, vse ni živelo. To smo mogli nekam dati, to je mogli nekaj tečiti. To je mogli nekaj, kot smo rekli, po domače laupati. In tisto zaživelo. In tega danes iz digitalnih tehnikov ne boste več pričali. To je bil svet, katerem je človek lahko užival, se lahko jezi, pa tudi včasih preklinil. Pa veste zakaj? Ker, če se kdo starejših obiskovalcev spomni, se je doskrat, ker so bili te zbuncale, zdajsane, tudi hotele poprosto. Tega v novejšem času, tudi če takrat smo mi nazadnje delali s trgovi, ni bilo več, ker smo bili na posebnem traku, ki bil zelo odporen in nemogoče, da se strgal, preko dverkar to nismo mogli. To se ni več dogajalo. Pa včasih, v času čiste naše Jugoslavije, preteklosti, ko je za Slovenijo bila samo ena kopija in je tekla po 300 kinematografih, se lahko zamišljate, da je po teh 4 letih, ko je naredila približno 1700 predstav, bila skoraj polnivalna Slovenija. Ni bilo začetka, ni bilo konca, vmes je manjkalo, in se je ljudje, ko so prišli v dvorano, so hoteli tako, ko so bili v mestu, ja, te bo tvrdil. No, ampak to so bili pač zdrahe, ki smo jih mogli biti, in operaterje, ki so bili duša kina, prenesti. Zato smo se pa počasi začeli kinooperaterji kregati, da so distributerji za bolj komercialne filme delali vsaj 2, če ne 3 slovenske kopije. In morate vedeti, da v času druge, kot smo rekli, so bili filmi slovenski podnaslov zelo redki. Ja, potem je pa zakon bil... Ja, Vesna film je bil kot edini distributer slovenski, edin podnaslovljac v slovenščini. Potem je pa prišlo do 60-ih letih nekako do Karvala, zgodaj 60-ih letih, ker je prišel zakon ven, ki je branil status slovenskega jezika in je zahteval, da se v slovenski kinematografiji uvaža in da razdeluje samo slovensko podnaslovljene filme. Tudi pa imam prišlo do vseh približnih distributerjih. Prvi, ki je prisluhnil, je bil Makedonija iz Kopra. Drugi za njim Kinema iz Sarajeva, ker je bila pa takrat Vesna najboljša podnaslovljanica v Jugoslaviji, so se Kinema, Sveta film, pa Makedonija odločila, da bojo podnaslovljali film pri Vesni Ljubljani. Zato so počasi začeli prihajati v program kvalitetno obdelane kopije iz dobrimi prevodi, ki so ga oskrbeli tudi pri Vesni. Tu je bilo 5 prevajalcev, ko sem jih jaz poznal, Bog Smolej je bilo en stalnih, potem je bila med njimi tudi doživča naša Neva Mužičeva, pa so bili že eni že pokojni, se bom spomnil. No, pa 2 ženske, te so naredile včasih čuda Božjega. Ja, da treba hitro narediti. Ja, seveda, ampak včasih je bilo tako. Vsak film je bil zraven tudi isto, kot pravimo, da se pravi z dialogom in opis prizorov. Na podlagi tiste tituli ste si ti lahko prevedel, nekaj, da bi se ti film videl, ker je bil opis, kdo bo gledal, moški ali ženska noter. Kada če ti filma zraven sem na televizorju, da ga je pa posluhu prevesti. Ja, seveda. In se pa je doskrat se zgodili prva najalka, tako so delali na Vesnih, nekaj tega je filmska slitka. En Franček tega pa sem zato monitore predvajal, bom jaz bolj napadnili, lahko kar na tistem monitorju. Ni problem, ne? Ja, jaz mislim, da bomo morali zaključiti, ker če vas je zelo lepo poslušati, ampak mislim, da že bolj vidim, da smo že malo dolgi, ampak vseeno jaz bi rada s tisto vašo mislijo, ki ste jo prej povedali, tako lepo ste v tem filmu nekaj rekli, da si lahko film preživel, pa ga
Čeprav takrat, ko bi vam pa nekdo ponudil, da bo prišlo nekaj, kar se ne bo mogli strgati, kar ne bo mogli se uničiti, kaj bi pa takrat rekli? Ali bi vi rekli, dajmo to uvesti? Ja, veste kaj, če bi moral sedeti, da ne bi še šel v muzeum, se bo potrebno prilagoditi. Ker mi pa to, hvala Bogu, se je končalo takrat, ker še film bil tata mata, se pa s tem ne ukvarjam. To je mlajši čas. In veliko, kar veste, napredek prinese tudi zlo. In nekaj vam moram povedati. Recimo, to kopijo, kar ste mi danes videli pri vas, sem jaz namreč v kinoteki gledal prvič, to je okrog leta 64, sicer slovensko podoslovljeno, ampak ga je manjkalo skoraj za 15 minut. Zato, ker to so te stare kopije, preigrane in vse svoje. Zdaj, ko sem ga tukaj gledal, sem sicer cel film videl, ampak to ni film. To je digitalno narejeno, na mene pravijo strinje, kot je včasih film dejal, ni kontrasta slike. Če bi vi recimo videli... Bolj plaska slika. Ja, to je sicer malo zloben pogiran, ampak če iz kinobaletarskega mišljenja starega kova. Film kot tak daje ostro sliko. In če imaš ti tako prijetno zavihtanje iz vsega tisto stvar, kar je treba bil na platno, ko je zrezano sliko. Digitalno ponudba pa ni taka. Ampak zdaj prihajajo generacije, ki ne bodo obremenjene s to občutljivostjo, kot jo imate vi. Bo pa hudo, če bo kakšno tako kopijo videl kinotek, ki ga imaš še na filmu. Oči se pa zelo hitro odvadijo. Ja. Pa že zdaj odvadijo. Pa še Scorsese je v Bubu, ne? Ja, še on je v Bubu. Glavnih na svetu podbudnikov, ne? Za ohranitev. Imam jaz doma okrog 6000 filmov na DVD-ju. Pa hvala Bogu, to imam zdaj čez staric, da mi televizor šel v koraku. To imam predtem mah. Ker gledaš film na televiziji, je muka. Film lahko doživiš samo kino ali pa televiziji. Ampak izhod DVD-ja je zato, ker jaz, ko želim še vedno pišem, pa komuniram, da se lahko ti skozi filma, kar mi pa še pogledam. Ker ga rabim. Zato imam jaz te stvari doma, ali pa če koga slučajno zanima, Franček, imaš ti ta film? Ampak prosim nazaj. Jaz mislim, da se nam daje eno krasno istočnico za zaključek, namreč, da je film treba gledati v kinu, pa tudi če je digitalni, ampak treba ga je gledati v kinu. Sam še nekaj da rad povedati. Vesel sem, da je Kino dvor uvedel predstave posebej za starejše. Ker vam moram nekaj iskreno povedati, tudi jaz sem se v nekdanjem Kinu Triglav boril zaradi te preklimane mladje, kar je bila v dvorani Miru, pa so se mi potem starejši obiskovalci, ki smo jih poznal pritoževali, da v dvorani nima mera in sem tako leta 1974 v Kino Triglav uvedel po vzorcu kinopodjetja Karan vsak ponedeljek od 4 predstavov za upokojence. Je prišel v blagajni, je lahko dobil svoj sedež, ki ga je skozi imel. Naredil tisti predstavi, ki je smel, ko sem bil tiskal upokojensko izkaznico. Pa polovično ceno. Tudi imamo nekaj podobnega s tem, da se nič ne jezimo, če kakšna preklemana mularija. Imamo profilirano mularijo. Tako da, hvala vama za to izčrpen pogled v to kinematografijo v Ljubljani. Jaz se vam zahvaljujem, meni je bilo veliko veselje delati te pogovore v tej sezoni z vsemi čudovitimi gosti, ki smo jih imeli, pa mislim tudi s kaj dobrim programom. Tako da želim vam lepo pomlad, lepo poletje, jesen pa upam, da se vidimo. Hvala.